Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 15. maj 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Zakaj Klemnu Slakonji ni uspel preboj v finale Eurovizije? Je sodelovanje Slovenije na izboru za pesem Eurovizije še smiselno? Obrtniki in podjetniki so predstavili 139 zahtev za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti malega gospodarstva. Javno podjetje Šport Maribor predlaga višjo najemnino za uporabo ljudskega vrta za NK Maribor. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Klemen Slakonja je obtičal v prvem polfinalu pesmi Eurovizije v Baslu, katero mesto je zasedel, bo jasno po sobotnem finalu. Ganljiv, čaroben nastop na odru, ki so ga navdihnile švicarske gore in jezikovna pestrost države gostiteljice pred sceno, ki je spominjala na razžarjeno zvezdno nebo, dopolnjeno s posnetki Klemna in partnerice Mojce Fatur, ki je s premagano boleznijo skladbo navdihnila. Slovenska zgodba o nezlomljivi ljubezni je na eleganten, minimalističen način iskala pot do src gledalcev širom Evrope, ki pa ji žal niso namenili dovolj glasov. O Euroviziji tokrat na kratko z našim poznavalcem izbora za pesem Eurovizije Denisom Bendetom Živčecem, ki po 11 letih dogajanje spremlja nadaljavo. Denis, z Nataljo Vrboten in Tanjo Kocman ste prvi polfinale že pokomentirali v večerovem podcastu Slačilnica, ki se v teh dneh imenuje Eurovizijska slačilnica. Enotni ste si bili, da bi si Klemen zaslužil nastop v finalu. Zdravo, Denis. Zdravo. Mislim, da ne rabiš biti zelo velik poznavalec Eurovizije, da vidiš, da je Klemen pravzaprav vendarle izstopal za svojim nastopom iz tega zelo mejno cenenega in tudi kičastega in tudi ne zelo kakovostnega povprečja prvega polfinalnega večera. Mislim, vsi trije smo se strinjali, da so v finale šle premnoge države, katerih skladb si nismo zapomnili, katerih nastopov si nismo zapomnili, ki so na oder prinesli zgolj kaos, trušč, fušanje, grozne moške falzete. Ne? In mislim, da pravzaprav se mi je Klemen za to svojo zelo izčiščeno, da si ravno, mogoče je te izčiščenosti botroval tudi malce skromnejši slovenski eurovizijski budžet kot vsako leto. Deloval je pravzaprav zelo elegantno, moram reči. In nastop, morda se me pesem po Emi ni dotaknila prav zelo in takoj. Ko pa sem videl to lepo inscenacijo, ta poklon njuni zgodbi, kakršnakoli že je, pa me je malce ganila, moram priznati. No. Zato sem mičkeno razočaran, ne pa povsem presenečen. Zdaj, spremljal si Eurovizijo tokrat iz domačega kavča, ne? Kako je bilo poslušati Mojco Mavec in ne biti v press roomu, kot si to navajen vrsto let. Jaz pa zelo rad poslušam Mojco Mavec, mislim, da je najboljša slovenska komentatorka, morda za me bo Andrej Hofer malce za uho. Lušno je bilo sedeti na kavču in tipkal sem članek zraven. Pravzaprav vse reči, ki jih počnem tudi v pravem Eurovizijskem press centru. Namreč novinarji, to morda ljudje ne vedo, novinarji končnih izborov v glavnem ne spremljamo v sami dvorani, imamo dostop do generalk in vaj. Same izbore pa običajno pretipkamo in predelamo v tiskovnem sedišču, kjer je eno tako mravljišče novinarjev iz skoraj da 50-60 držav, prihajajo tudi iz držav, ki ne sodelujejo. In tam je kak hit si skačejo, plešejo, se derejo. Veliko špekuliramo, koliko točk bo kdo komu dal, tako prijetno vzdušje, ne pa zdaj zelo povezano, no, bo neko, ki sedimo po mizah, po državah, vsak svojo zastavo na mizi in tako, ampak je bilo luštno, v bistvu, malce priznam, da sem malce pogrešal tega adrenalina, pogrešal sem von tiskovnega središča na Euroviziji, presežem, ima svoj von, po enem, ne znam ga opisati, po novem pohištvu. In vendarle, ko greš na Eurovizijo, vidiš pred dvorano na to neskončno maškarado oboževalcev v vseh svojih bleščečih outfitih, opravah, klobukih, zastavah. Ta del mi je malce manjkal letos, ta del, ki v tebi prebudi to eurovizijsko zver, ki te poganjaš v ta cirkus, žene v ta cirkus že od nekdaj. Sicer pa zelo prijetno spremljanje prvega polfinala, moram reči. In čakata nas še dva takšna večera. Klemen Slakonja je nastopil kot tretji po vrsti, marsikateri nastop kasneje je sicer bolj padel v oči, ampak si kaj spremljal komentarje, si bil kaj na vezi z kolegi iz tujine,
kaj oni menijo o Klemnovem nastopu. Smo ga res morda samo mi opazili, ker pač smo nekako prepoznali to njegovo zgodbo, tudi z Mojco Fatur na odru. Štartna številka 3 je pravzaprav slaba štartna številka na Euroviziji, zato ker te seveda pozabijo, sploh če za tabo nastopi še ekscesna Estonija, ki bo verjetno na koncu tudi res med top 3, ne samo tretja. Komentarjev je veliko že ves čas od Eme naprej in so izrazito razdeljeni. Eni pravijo, da jim v tej skladbi preprosto nečesa premalo, da jim manjkajo mravljinci, da je skladba v bistvu ena generična balada, sicer z ganljivo in zelo osebno zgodbo. Mislim, da je prav ta najmočnejši faktor tega komada. In obstajajo tisti, ki ob tej skladbi jočejo. In tudi včeraj sem prebral veliko komentarjev, da so bili popolnoma ganjeni. Mislim, da si je Nejc Levstek zelo dobro nastop zamislil z temi fotografijami Klemna in Mojce v ozadju, z njeno osebno zgodbo, ki je dopolnila to veliko zvezdno nebo zadaj. In potem še ta del, morda kdo sploh, pa to bo zdaj zvenelo brutalno, morda kdo pa misli, da Mojca sploh ni več živa. Če ne poznaš njune zgodbe in potem Mojca na koncu skladbe pride na oder in ta res njuna nežnost, njuna povezanost sta strašno lepo izpadli. In mi je žal, da je trušč ostalih skladb morda malce preglasil to našo himno ljubezni. Očitno, kdor joče, ne glasuje, če lahko poenostavimo. Ampak gremo še na ta vidik, ki ga mogoče kdaj tudi v nekih naših pogledih zanemarimo. Vedno se ob tednu pesmi Eurovizije pojavljajo komentarji, da pa bi bilo mogoče boljše, tako za davkoplačevalce, kot za kogarkoli že, boljše, če Slovenija na pesmi Eurovizije ne bi nastopala. Kaj misliš ti o tem, pa vemo, da je to mnenje subjektivno? Ja, zdaj bom pa malce brez filtra. Mislim, da moraš biti precej zagenjen osel, da Eurovizijo jemlješ tako smrtno resno, da ob njej čutiš kakršnokoli bes, jezo, karkoli zelo negativnega. Gre za tako lep pisan, prismuknjen, trapast, lušen šov, ki v zelo sivih časih vnaša neke barve v naše življenja. In ja, nič ne, potem se pa umaknimo iz vseh športnih tekmovanj, v katerih nismo prvi, vse nekaj pa še je, iz vseh tekem, iz vsega, kar je možno, v čemer nismo prvi ali najboljši ali izrazito dobri, recimo. Mislim, da je sodelovati na Euroviziji, okoliko si to lahko televizija ali država le privošči, res je, ni poceni hec, ni pa tudi najdražji na svetu. Mislim, da je to znak ene civiliziranosti, ene zahodne evropske družbe in mislim, da če te ni na Euroviziji, malce padeš iz enega kluba držav, ki so sicer zelo različna, pa hkrati jih tudi povezuje. Ena želja po tem, da bi, oziroma želja, ena vizija tega, kakšen bi lahko bil svet, če bi v njem videli zgolj bleščeče reči. Eurovizijo boš preko različnih platform večerovih, tako v tisku, na spletu, kot seveda v podcastih, spremljal tudi v prihodnjih dneh. In to je vprašanje, ki se ga najbolj veselim. Kakšen razplet napoveduješ? Nekaj smo o tem že govorili v preteklih dneh v Eurovizijski slačilnici. Smo v torek, torej v prvem polfinalu, že videli zmagovalno pesem. Mislim, da je nismo ne videli, ne slišali. Jaz ne bi dal roke v ogenj, da bo ta švedska savna, ki je tako favorizirana na stavnicah že tedne, pravzaprav, da bo dovolj vroča, da bo res zakurila celo Evropo. Mislim, da je to komad, ki bo zelo všeč severnjakom evropskim. Tudi zgodba, nisem prepričan, da bo za ta šlager, za party šlager o savni glasoval nekdo iz Grčije, Armenije, Srbije, Slovenije, ne vem pravzaprav. Jaz bi še zmeraj svojega jokerja položil na Avstrijo, ki jo zastopa en filipinski kontratenorist, zelo, zelo visoko. Bomo šli z glasom, mislim, bo on šel z glasom takrat. Nastop bo dober, eno ladjo bomo videli, pa eno barčico iz papirja, pa tako res zelo veliko lepe eurovizijske drame. Avstrijci si še finančno bojda niso posebno pomogli od pesmi Eurovizije, ki jo je gostil, mislim, da Dunaj, ampak mislim, da jim bo pa tudi malce laskalo, če se pisana karavana vrne, pod njihove Alpe, tokrat izpod enih Alp pod druge Alpe. Sam na sončno stran, ne. Morda tudi z Denisom, ne?
Pa skoraj zagotovo. Okay. Hvala, Denis, za tokrat. Seveda več o Evroviziji pa na naši podstrani in seveda v Evrovizijskih slačilnicah. Denis, danes ti želim mirnejše spremljanje Evrovizije. Hvala lepa in vesela Evrovizija, ne? Obrtniki in podjetniki so na 20. forumu obrti in podjetništva v organizaciji Obrtniško-podjetniške zbornice Slovenije predstavnikom vlade in političnih strank predstavili letošnje zahteve oziroma rešitve obrti in podjetništva za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti malega gospodarstva. Teh zahtev je 139. Predstavnik vlade Robert Golob jim je obljubil, da bodo v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ustanovili strokovno skupino, ki se bo ukvarjala samo z malim gospodarstvom. Kot izjemno poslovno priložnost pa je ponudil obrambno industrijo. Med zahtevami obrtnikov in podjetnikov je letos na prvem mestu sprememba zakona o dolgotrajni oskrbi, med glavnimi zahtevami pa so še sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov, torej razvojna kapica, sprememba pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič pa je dodal še 3 pobude: razbremenitev plač, zmanjšanje birokracije in števila ministrstev ter decentralizacijo in ustanovitev pokrajin. Podrobnosti preberite v članku Darje Kocbek. Gremo pod Kalvarijo. Prihodnji torek bodo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor odločali o povišanju cene najema stadiona Ljudski vrt za nogometni klub Maribor. Upravljalec Šport Maribor želi v soglasju z Mestno občino Maribor in v dogovoru z NK Maribor uveljaviti predlog povišanja cene najema stadiona za nogometni klub Maribor. Citiram: namen predloga ni odziv na trenutne gospodarske razmere in inflacijo, temveč izraz strateškega pristopa k dolgoročnemu vzdrževanju in razvoju stadiona, pojasnjujejo v gradivu. V zadnjih letih je Mestna občina Maribor kot lastnik objekta vložila sredstva v obnovo, posodobitev in vzdrževanje stadiona. Kot večje investicije izpostavljajo prenovo zahodne tribune, ureditev VIP-lož, posodobitev sanitarij, razsvetljave in sistemov za varnost, vzdrževanje in obnovo igrišča z naravno travo. Vse investicije zahtevajo dolgoročno amortizacijo, ki pomeni letno finančno breme za upravljavca objekta, torej Šport Maribor, in posledično proračun Mestne občine Maribor. Letni najem je v letu 2024 znašal dobrih 510 tisoč evrov, stroški upravljanja pa so lani znašali 400 tisoč evrov, so zapisali v Športu Maribor. Prispevek največjega uporabnika objekta NK Maribor k blaženju teh stroškov je ključen za stabilno upravljanje in nadaljnji razvoj stadiona, še dodajajo. V NK Maribor smo poslali vprašanja, povezana z gradivom, s katerim se bodo seznanili mestni svetniki. Na vprašanje, ali je bilo povišanje najemnine res usklajeno s klubom, so nam odgovorili pritrdilno. Ni zanemarljivo, da je najtrofejnejši nogometni klub v državi v prejšnjih letih prav tako investiral v stadion, ki ga najema. To potrjuje tudi upravljalec. Pa poglejmo še predlagane spremembe. Za uporabo stadiona za eno tekmo, če je tekem v letu več kot 20, v primeru obiska manj kot 3000 ljudi, NK Maribor upravljalcu plača 1739 evrov, nova predlagana cena pa bo, če bo teh tekem več kot 20 v letu, 2500 evrov. Razlika je manjša v primeru, ko tekme obišče več kot 9000 ljudi. Do zdaj najem znaša 4900 evrov, v prihodnje 5600 evrov. Uporaba reflektorjev, ko ni tekme, klub stane 897 evrov, nova predlagana cena je 1200 evrov, v času tekme pa se draži z 524 evrov na kar 900 evrov. Uporaba LED prikazovalnika bi se pocenila z 448 evrov na 170 evrov. Celoten članek je dostopen v Večeru in na večer.com. To je bil Večerov dnevni podcast. Večer je zjutraj 15. maja 2025. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo.
Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Jutri vas čaka Večer za vikend. Se beremo in slišimo.